skupaj na letošnjem prvem pohodu po bizeljskih pešpoteh, se pravi pod Krepnicam. Zbrali smo se tukaj pri Vili Istenič v Stari vasi, kjer bomo šli na približno uro pa pol kratek pohod proti vasi Brezovica, kjer so te znamenite bizeljske repnice. Pohod imamo vedno nekje v tem času, okoli 22. aprila, kajti 22. aprila praznujemo, je Svetovni dan zemlje. Danes je pa Svetovni dan knjige. Hvala vsem, da ste prišli na naš pohod. Se pravi, na Brezovici, repnice, verjetno vsi poznate, se vidim, da po moje ste že vsi bili v teh repnicah. 3 repnice oziroma 1, 2, 3, 4 repnice bodo imele dan odprtih vrat. Ko bomo prišli skupaj v vas, bomo se ustavili, pa bom potem še tam povedala, kam in kako greste v katerokoli repnico. Potem se bomo pa tudi dogovorili za kdaj bo zaključek ogleda teh repnic in bomo šli potem proti izhodišču v Gozdičku Parkljevec. Tam bomo pa nekaj smo vam pripravili za hrano in pijačo. Tako da na poti se bomo še ustavili. Tle gor, ko pridemo na en hrib, je tak ful lep razgled na Sljeme, kjer vam bom tudi še kaj povedala. Tako da mogoče bi mogoče šli. Vsako leto po novem letu svetovni pokal v alpskem smučanju in recimo tleja, vi ponavadi slikate, tako se kar lepo smučar vidi. Jaz vidim sam jaz. Ja. Ne gremo. Če v Sloveniji smo bili na Hrvaški. Zdaj smo pa skoraj v najlepšem kraju na Bizeljsku. Dobro. Ja, seveda imam. Ti je moja ševenjakinja. Rara? To mora biti. No, ti si odlična, pisam ga veš koliko nekaj. Glavo obliki. Dajmo primo vaše podaje. Ja, dobil navadne vode prav.
repnica, ki je pač najbolj znana po repnicah v Sloveniji in širše. Tukaj na tem predelu imajo danes 4 repnice dan odprtih vrat. In sicer tukaj je Kovačičeva, ena taka lepa, čist tako ni preveč skomercializirana. Potem tukaj naprej, pač to je mogoče najbolj znana Najgorjeva, eni 150 metrov. Tukaj je tudi ena lepa Šekoranjeva in pa tla dol se gre k repnici Kelhar. Pač zdaj, kamor želite, lahko greste vse 4 repnice pogledati. Pri Najgorjevih je tako, da vem, da imajo eno skupino in pač ne bojo vam niti razlagali, tle vam bojo kaj povedali o repnici. Tukaj tudi pri Šekoranjevih in pa tudi pri Kelharjevih. Zdaj je tako proti koncu, no. Drugače pa, ko se tako grosno začne delati, to pomeni, da je več kot 95% na dan. Kakšna pa je temperatura tu? Temperatura pa med 8 in 11 stopinj, to je konstantno. Lansko leto, ampak samo v prvem prostoru je bil do zdaj maksimum 13 stopinj zmerja. Fino, poletna ohladitev. Tako je. Zmrgonjača. Ja. Danes je potekal prvi pohod po bizeljskih pešpoteh in sicer pod Krepnicam. Zbrali smo se pri vili Istenič v Stari vasi. Zbralo se je okoli 50 pohodnikov plus otroci. Po uri in pol hoje smo prispeli v vas Brezovica, kjer so imeli 4 repnice dan odprtih vrat, in sicer Kelharjeva, Šekoranjeva, Najgorjeva in pa Kovačičeva. Na poti vmes smo imeli tudi 2 postanka. Eden postanek je bil v organizaciji turističnega društva, drugi pa so nas prijazni Gorenci, ki so praznovali včeraj 10. obletnico, kar so kupili parcelo in pa vikend na Bizeljskem, so nas tudi lepo postregli. Sedaj imamo zaključek v gozdičku Parkljevec, kjer smo obeležili tudi Jurjevo, spekli smo jajca in pa skuhali klobase. Ob tej priložnosti bi vas povabila tudi že na naslednji pohod, in sicer Vidova pot, sredi junija, se pravi nekje okrog 15. junija, tista nedelja. Več informacij in pa vabilo bodo pa objavljeni na spletu, na spletni strani bizeljsko.si in Facebooku.